Politična gesla, mi smo že prejšnji teden smo o tem precej govorili in sedaj pride pa tako imenovani drugi del te patrokracije, vladavine, ponovim, kar sem zadnjič rekel, vladavine psihopatov, lažnivcev, politikov, zanikovalcev veljavnosti ustave in prisiljenja v rabo pomorskega prava na zemlji. Zato, da si bomo to zapomnili in znali ločiti. Uvajanje pomorskega prava na zemlji pomeni, ali si z nami na tej ladji, ali pa ti privežemo mlinski kamen okoli vratu in te vržemo v morje ribam za hrano. Takšnega prava zemeljsko pravo ne pozna. Mi imamo ustavo. Poznamo ustavo, poznamo človeške pravice, ki jih pomorsko pravo ne priznava, ne spoštuje, niti jih ne izvaja. Morda čutimo to dejstvo na lastni koži. Torej, če si cepljen, si naš, sicer te zapremo v karanteno in te izločimo iz družbe. Ali te zapremo. Politiki so kot psihopatska človeška podvrsta izumili in izpopolnili poseben skrivni jezik, ki dobesedno omogoča programiranje, hipnotiziranje in pogojevanje množic z masovno hipnozo in dezorientacijo, o čemer bomo nocoj še veliko govorili, posebej po Iviljaninem predavanju v intervjuju in predstavitvi knjige, nove knjige. Torej, z drugimi besedami, politiki se vtikajo v vsakdanje življenje, v zdravstvo, v naše družinsko življenje, v naše zasebno življenje in so kot pravi plenilci s človeškim govorom, besedami, stavki, obljubami, s katerimi manipulirajo z nami ljudmi. Pravi pomen njihovih besed je najpogosteje v diametralnem nasprotju s sporočilom, ki ga besede nosijo. V nasprotju s sporočilom pa pomeni, kot smo rekli prejšnji teden, že s figo v žepu. Ne? To je ta politični jezik. In če v tem smislu nadaljujemo od prejšnjega tedna danes, in sicer bomo obravnavali danes sledeča gesla. Najprej, da vam jih navedem, in sicer prvič, volitve pomenijo lažno upanje. Drugič, državljan pomeni suženj. Tretjič, bančna stabilnost pomeni krepitev bank, dodatno zadolževanje in odvisnost od bank. Četrtič, gospodarska stabilnost pomeni prodajo državne lastnine in naših naravnih virov. Petič, teorija zarote pomeni resnično dejstvo. Šestič, teoretik zarote pomeni osebo, ki išče resnico, ki jo skriva elita. Sedmič, politik pomeni psihopatski lažnivec. 8. Politična stranka pomeni hudodelsko združbo z drugim imenom. 9. Donator stranke pomeni gangster in tajkun, ki plača politikom zaščito. 10. točka. Parlament pomeni cirkus s preplačanimi udeleženci. 11. točka. Centralna banka pomeni vejo tajne strukture moči, ki upravlja naše življenje z nadzorom denarja in tiskanjem istega. In kot zadnjo točko si bomo pogledali, neodvisnost pomeni popolno odvisnost. Zapleteno, a ne? Zapleteno. Torej, vseh 12, ki sem vam jih sedaj naštel, sem postavil v tabelo in sem pogledal, kaj pomeni to v psihološkem stanju. In sicer od vseh, ki sem jih naštel, sta 2 gesla razočaranja, 1 geslo obupa, 3 gesla, ki vzbujajo strah, zdaj pa vse po 1 geslo, se pravi negotovost, paranojo, upanje, gnus in jezo. V vseh teh geslih se nam zbujajo ta čustva. In čustva zbujajo strah, strah pa seveda kriči potem, da se skrijemo in ubogamo. Glejte, število teh psiholoških pojavitev, o katerih se bomo danes pogovarjali, temeljijo na navedbah in njihovem vplivu na posamezno psihološko stanje,
kot bodo predstavljeni sedaj v nadaljnjih izjavah. Toliko za uvod, sedaj pa gremo k prvi točki. Volitve pomenijo lažno upanje. Lažno upanje povzroča pa občutek razočaranja. In vsakokrat, ko se bližajo volitve, se ljudje navdušujemo nad možnostjo spremembe, zaradi tega, ker smo stare garniture povsem siti. Verjamemo, da bomo lahko z izbiro novih predstavnikov v parlamentu ali vladi izboljšali svoje osebno življenje, družinsko življenje, poslovno, skratka celotno družbo dvignili na nov nivo. Upanje, veselje, rajanje. Vendar pa se pogosto zgodi, da so ta upanja razočarana. In zakaj je tako? Eden od razlogov je, da je politični sistem v mnogih državah zasnoven tako, da omejuje moč ljudi, namerno. Politiki so pogosto bolj podvrženi vplivom velikih korporacij in drugih interesnih skupin kot pa volivcem. To pomeni, da lahko politika pogosto poteka v nasprotju z interesi večine prebivalstva. Drugi razlog za razočaranje nad volitvami je, da so ljudje pogosto slabo informirani o tem, katere stranke in kandidati zastopajo njihove interese. Saj sploh ne poznaš človeka, pa mu daš glas. To je posledica kompleksnosti političnega sistema, ki je seveda namensko tako narejen, in dejstva, da se politika pogosto razpravlja v jeziku, ki je nam vsem težaven za razumevanje. Govorijo o enih stvarih, o neki temi, ki jo novinarji izberejo spet po političnem nareku in se pogovarjajo sami s seboj. Mi to gledamo, razumemo, ne razumemo, na koncu gremo na volitve in damo tisti listek in nikom ništa. In se veselimo, kakšna bo sprememba. V resnici je pa vse skupaj teater. Končno pa je treba upoštevati tudi dejstvo, da je politika pogosto kompromis. Tudi če ljudje volijo stranko ali kandidata, ki zastopa njihove interese, je pogosto nemogoče, da bi ta stranka ali kandidat uresničila vse svoje obljube. In kaj lahko mi kot državljani v tem primeru storimo? Eden od načinov, kako bi lahko zmanjšali naše razočaranje nad volitvami, je, da bi spremenili politični sistem. In o tem vedno govorimo. Kaj pa lahko sprememba sploh prinese? To bi lahko recimo vključevalo reforme, kot so povečanje moči volivcev, zmanjšanje vpliva velikih korporacij in drugih interesnih skupin, NVO-jev in zunanjih financerjev in tako naprej. Zdaj pa sploh, ko Evropska unija, se lahko države še med seboj financirajo, pomagajo, ker je medmejni pretok sredstev, ker je povsod evro in tako naprej. Ali pa poenostavitev političnega jezika, da se politikom reče, povejte po naški, po naše, po ljudsko, da bomo razumeli, o čem se sploh pogovarjati. Drugi način za razočaranje, da se zmanjša, je, da bi se ljudje pa tudi sami kaj bolj informirali o politiki. Ne samo takrat, ko so volitve, ampak kar aktivno. In to bi lahko vključevalo branje neodvisnih medijev, seveda poslušati kakšnega državljana, ki aktivno sledi in ve, in mu prisluhniti, potem pogovor s prijatelji, družini o politiki. Zakaj? Ker na koncu se nas ta politika tiče vseh. To smo še kako dobro občutili in občutimo danes mnogo bolj kot pred 5, 10 ali pa 20 leti. Takrat smo občutili, ampak se nismo zavedali. Danes pa občutimo in tudi se zavedamo, ampak še ne razumemo vsega. Precej več, kot 3, 5, 6, 7 let nazaj, precej več. In daj Bog, da bi še več tega razumeli. In tudi, če so volitve pogosto razočaranje, pogostokrat razočaranje, ker tvoj človek, ki si mu dal glas, ni izvoljen, recimo, je pomembno, da se kljub temu udeležujemo kompletnega političnega procesa in se borimo za svoje lastne interese. Da pišemo, da povemo na glas,
tiho gledanje RTV zvečer, poročil, Pop TV, ne vem kaj, ne bo nikamor pripeljalo. Ni nujno, da je tako, a ne? S spremembami, z našim sodelovanjem v političnem sistemu in boljšo informiranostjo, sami sebe in pa ljudi in prijateljev, pa lahko zmanjšamo razočaranje in izboljšamo politični proces. Se pravi, kar se volitev tiče, ki so naprej nastavljene, moramo nekaj narediti. To, da nam rečejo, gremo voliti, da bomo videli, kdo bo izvoljen, a veste, je farsa. Je lih obratno od tega, kar nam govorijo. Gremo k drugi točki. Smo rekli, državljan pomeni suženj. Mislim, jaz sem državljan Republike Slovenije in samemu sebi rečem suženj. A veste, to me spravlja malo v obup. Dejansko me spravi v obup. Včasih se mi zdi, da sem suženj. A ne? Volim lahko, ker se mi zdi, da moje volje ne upoštevajo. Plačam davke, vendar se mi zdi, da se mojega denarja ne uporablja za moje dobro. Moram spoštovati zakone, vendar se mi zdi, da ti zakoni pač niso vedno pravični. Živimo v državi, vendar se mi zdi, da nisem del te države. Sem obupan. Kaj to pomeni? Velikokrat se ljudje počutimo, kot da nimamo nobene besede, nobene kontrole nad svojim življenjem. Vse se nam skomandira. In ljudje se večkrat, največkrat počutimo, kot da smo žrtve tega sistema, ki nam ne daje prav nobene možnosti za svobodno izbiro. In zato se ljudje pogosto počutimo, kot da smo res nemočni in popolnoma brezupni. In zakaj pride do tega? Več razlogov je za to, dragi moji prijatelji. Eden od razlogov je, da je politični sistem v mnogih državah zasnovan tako, da omejuje moč ljudi, namesto da bi dal ljudem moč. In politiki so pogosto mnogo bolj podvrženi vplivom korporacij in drugih interesnih skupin, kot pa volivcem. To pomeni, da politika pogosto poteka v diametralnem nasprotju z interesi večine prebivalstva. Drug razlog za to pa je, da se ljudje pogosto počutimo, kot da nismo dovolj informirani, nimamo informacij o tem, kaj se pravzaprav v sami politiki dogaja, v ozadju. Nam pokažejo masko, kaj od zadaj, tega pač ne. Transparentnost informacij pomeni dobro skriti informacije, ki politikom ne ustrezajo za odkritje. To je posledica kompleksnosti političnega sistema in dejstva, da se politika pogosto razpravlja v jeziku, ki je zares težaven za razumevanje. Se imamo tudi v Sloveniji dve šoli. Imamo upravno šolo za državne uslužbence in imamo tako navadno šolo za tiste, ki delamo za te državne uslužbence. Državnim uslužbencem se naroči, koga morajo voliti, oni morajo tako voliti, mi pa gremo voliti, ker itak nič ne razumemo, ker se nam da listek v roko in pač nekaj obkrožimo. Na koncu se ve, kdo je izvoljen. In končno tudi to, da se ljudje pogosto počutimo, kot da tudi, če grem na volitve, sicer dam svoj glas, ampak kaj bom jaz, saj ne morem ničesar spremeniti. In gledajte, to je posledica občutka, da je sistem premočan in da ni možnosti za spremembo. To si moramo izbiti iz glave. To je magija, to je čarovnija, to je hipnoza. Ljudje imamo moč, vendar moramo zahtevati od politikov, da ustavijo politično voljo nad nami in da upoštevajo voljo ustave in voljo ljudstva. Ustava je zato, da se spoštuje in oni so postavljeni na podlagi ustave, po volji ljudstva. Ko bomo enkrat to razumeli, se bo vse obrnilo. Vendar je zato potrebna kritična masa. In eden od načinov, kako lahko občutek obupa zmanjšamo, je, da se bolje informiramo. Zato imamo tudi mi ta naša skupna izobraževanja,
da vas s kakšnim stavkom spodbudimo v društvu, da tudi v društvu pošljete kako informacijo, da se širimo obzorja. Glejte, to je vse vključevanje, branje neodvisnih medijev, sodelovanje v političnih diskusijah, izobraževanjih, pogovorih, z družino, politiki, če imate kakšnega, naj kaj pove, potem se širi informacija naprej. Delujemo kot, če že govorijo open society, kot odprta družba. Ne pa kot odprta družba, v bistvu v ozadju so pa zaprta društva in zaprte informacije. Mi moramo začeti bolj aktivno sodelovati v političnem procesu in ugotoviti, kaj je znotraj politike ustavno in kaj ni ustavno, in temu primerno reagirati. Nič hudega ni, če se vključimo v politično stranko, ampak znotraj te stranke je treba potem tem ljudem povedati. Lahko se pametno protestira, tudi z drugimi oblikami civilne nepokorščine in tako naprej. Končno, lejte, je pomembno, da se ljudje ne predamo. Tudi če je sistem težek, je pomembno, da se borimo za svoje pravice. In obup je sicer razumljiv, vendar pa ni nujno, da tako ostane. S spremembami v političnem sistemu, z boljšo medsebojno informiranostjo, z izobraževanjem ljudi, z rednimi srečanji res lahko zmanjšamo občutek obupa in izboljšamo življenje državljank in državljanov in vsakega izmed nas. Toliko o volitvah. Tretja točka, ki je nasprotna. Bančna stabilnost pomeni krepitev bank, da so še bolj bogate, dodatno zadolževanje ljudi in odvisnost ljudi od bank. To povzroča pa strah. Ne vem, kaj se dogaja sedaj z vložitvijo ustavne spremembe okoli financ, ne vem, kdaj bo to, skušam kaj slediti, nikjer nič. Ampak gledajte, bančna stabilnost dejansko je pomembna za gospodarstvo. Bančna stabilnost zagotavlja, da lahko banke izpolnjujejo svoje obveznosti do nas, ki smo klienti oziroma stranke. In to je pomembno, ker banke igrajo vsekakor v našem življenju ključno vlogo v sistemu, v katerem smo, pri zagotavljanju, krediti podjetjem in gospodinjstvom. Ampak obstaja pa tudi temna stran bančne stabilnosti. Temna stran bančne stabilnosti so ukrepi za doseganje te stabilnosti, ki bi lahko vodil do dodatnega zadolževanja ljudi in odvisnosti od bank. Eden od načinov za doseganje bančne stabilnosti je recimo regulacija bank. In kaj lahko regulatorji omejijo? Regulatorji lahko omejijo, koliko denarja lahko banke posodijo in zahtevajo, da banke imajo določeno količino kapitala. Seveda, to pa lahko pripelje do tega, da banke posojajo denar recimo manj tveganim strankam, kot so podjetja. Drugi način za doseganje bančne stabilnosti je državna pomoč bankam. In to plačujemo mi, državljani. Država lahko bankam zagotovi, prvič sem slišal v času covida, neke varnostne finančne blazine, ki jih je nekdo v zakonodajo, takrat mislim, da je bila Janševa vlada. Finančna blazina, zdaj si premislite, na kak mehko padeš, ki jo lahko uporabijo recimo v tem primeru težav. To pa lahko pripelje do tega, da banke sprejmejo večje tveganje, saj vedo, da bodo v primeru težav rešene. Vedno je država tle, državljani tle in mi pokrijemo njihove goljufije. Njihovo stabilnost, Oba omejena ukrepa lahko vodita do dodatnega zadolževanja ljudi, nas. Če smo pa zadolženi pri banki, nastane pa velik problem, ker si lahko ob nepremičnino ali pa ob premično stvar ali pa še ob kaj drugega, ali pa na koncu celo ob zdravje. Danes tukaj imamo člana, ki je rekel, poznam človeka, ki je lansko leto umrl, letos je pa prišla pozitivna sodba, da je na sodišču zmagal. Pa kaj nam pomaga, če smo v grobu, sodna zmaga, če se prej politično ne udejstvujemo, če prej ne sodelujemo in nismo glasni in si ne izborimo pravice. Ker teh par ljudi gori, verjemite mi,
da kadar se ljudje ustanemo, da jih je strah, ker vejo, da delajo protizakonito. Če banke posojajo denar manj tveganim strankam, morajo tveganim strankam, recimo, kdo je tvegana stranka? Ti, jaz, gospodinstva, pa zagotoviti še višje obrestne mere, da še več od nas poberejo. In to pripelje do tega, da se ljudje potem sam še bolj zadolžujemo, da bi lahko dobili denar, ki ga potrebujemo. Se pravi, si se zadolžil, odplačal kredit, pa si ga odplačal 1,5 od ene vrednosti, 1,5 vrednost ali pa še več in tako naprej. A pol pa še državi dam svoj denar, zato da država banki pomaga še na drugi strani. To pripelje do tega, da ljudje več ne zaupajo bankam. In če vedo, da bo država v primeru težav rešila banke, te banke to vedo, so te banke pripravljene manj, ne bom rekel varčevati, ampak neodgovorno ravnati, so se pač pripravljene mnogo bolj zadolževati. Na splošno je bančna stabilnost pomembna za gospodarstvo, ne me narobe razumeti. Ampak je pomembno, da se zavedamo tudi tveganj, ki jih lahko prinašajo ukrepi za doseganje bančne stabilnosti. Ti ukrepi pa niso višje mere za gospodinjstvo, ampak kvečjemu višje mere za korporacijo, za velika podjetja, ki si privoščijo marsikakšen spodrsljaj, ki pripelje lahko banko na rob propada, potem pa spet to krijemo iz davkov. Tako da tle stabilnost bančna, o tem bi lahko se še pogovarjali. Gremo k 4. točki. Gospodarska stabilnost pomeni prodajo državne lastnine in naravnih virov. Ponavljam, gospodarska stabilnost pomeni prodajo državne lastnine in naravnih virov. Ta stavek vseh nas daje občutek negotovosti, nestabilnosti. In v zadnjih letih, dragi moji, smo priča vse večji prodaji državne lastnine in naravnih virov. In zgleda, da je to trend, ki ga lahko opazimo v vseh delih sveta, ne samo pri nas. Zdaj se ta agenda 2030-2050 izvaja na subtilne načine, na razne trike, kot recimo zdaj z tem novim zakonom o dolgotrajni oskrbi, to pomeni dolgotrajni odvzem tvojega premoženja in zdravja in vsega. Če glih je to dobro, miš, spet je lepo povedano, čuteče, bomo plačevali, bomo drug za drugega skrbeli, bodite odgovorni za družbo, za druge, a ne, sej ko boš ti star, bojo pa drug zate delali. A veste kaj, stvari so precej drugačne v drugi luči. In zagovorniki prodaje državne lastnine in naravnih virov trdijo, da je to nujno za gospodarsko stabilnost. Se pravi, na račun gospodarske stabilnosti moram jaz svoje zasebno premoženje, za katerega sem 20-30 let dal, moram zdaj to državi dati ali pa mi igra na eno karto rubeža, zato da država stane gospodarsko stabilna. In trdijo, da država s prodajo teh sredstev lahko pridobi denar, nedvomno. In da ga potem uporabi za financiranje ne vem česa, javnih storitev ali za znižanje javnega dolga. Kakorkoli obračamo to žogico, vedno se človek ob tem počuti slabo ali pa vsaj ne preveč dober. Država lahko pridobi denar tudi z drugimi ukrepi. Naprimer, dviguje davek ali pa zmanjša javno porabo. Znižuje ne vem kaj. Enkrat smo imeli zmanjšano javno porabo benzina, pa smo se ob parnih pa ob neparnih dnevih vozili. Ali pa smo imeli parne, neparne številke, pa bone, pa ne vem, kaj vse je bilo, kaj smo že dali v življenju skozi. Prodaja državne lastnine in naravnih virov ima namreč številne slabosti. Ena od največjih slabosti je, da lahko vodi do negotovosti za prihodnost, že za časa mojega življenja, sploh pa za moje otroke in za moje vnuke. Če država proda državno lastnino tujcu in če proda naravne vire, ne vem, vodo, zemljo, hude stvari, seveda lahko nad temi sredstvi izgubi nadzor in kaj hujšega. In to pa lahko pripelje do tega, da sama država v celoti postane odvisna
od tujih investitorjev. Tam Kitajc kupi v Mariboru letališče in ti ne moreš več sprejemati, ker je Kitajc zaprl tisto letališče, ki je njegovo in zdaj seveda Štajerska brez pristanka. Ne? Samo za primer. Poleg tega lahko prodaja državne lastnine in naravnih virov vodi do zmanjšanja celotne gospodarske blaginje, kar je zelo boleče. Tako da ta jezik, ki vam ga danes govorim, je sicer zelo enostaven, hkrati pa zelo sofisticiran, zato ker je bogat in v sebi zaobjema mnogo detajlov. Kajti država, recimo, lahko iz sredstev pridobi denar, vendar pa ta denar ne bo več na voljo za javno uporabo. Lahko je na voljo za zasebno uporabo, za obvod v tujo švicarsko banko. In vse to vodi do zmanjšanja kakovosti javnih storitev, kot so zdaj recimo izobraževanje, zdravstvo, infrastruktura, reinfinanciranje infrastrukture, reinfinanciranje izobraževanja. Vse to mi plačujemo, čeprav Evropska unija kot taka za to daje sredstva. Ampak ta sredstva grejo ne v kurikulum, ampak v skriti kurikulum agende, a ne, LGBT plus bla 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 in tako naprej, vse v tej smeri. V Sloveniji je prodaja državne lastnine in naravnih virov v zadnjih letih postala stalnica, vse pogostejša. Če beremo časopise, poslušamo medije, tisti, ki poslušate, ali pa tako, ko pride, država prodala to, država se dožila tam. Čudne stvari se dogajajo. Zdaj, ne vem, po teh poplavah, povodnih, a ne, so hude stvari dogajajo. Ljudje ostajajo brez premoženja, brez hiš, razseljujejo jih. Slišal sem, da 300 hiš in ne vem koliko, zdaj se ljudje borijo v Letušu, a ne, jih kar hočejo deložirati. In država prodaja lastništvo, recimo, spomnite se, ko je država prodala polovico lastništva Telekomu Slovenije, a ne, in to je državno podjetje za telekomunikacije, dragi moji, to se mi pogovarjamo. In zdaj, če ti nekomu to prodaš, ja, te lahko sosed posluša, a ne? In se pravi, prodaja državnih podjetij za energetiko, gen energije, to so samo nekateri primeri, ki nas lahko zelo skrbi. In se prodaja državne lastnine in naravnih virov vodi vse nas v negotovost za prihodnost. Prodaja državne lastnine in naravnih virov je v bistvu uničenje države. Država s tem izgubi svojo neodvisnost in svojo sposobnost, da zagotavlja blaginjo svojim državljanom, ki bi jo v prvi vrsti morala, tako kot je to zagotovljeno v 72. členu Ustave Republike Slovenije. Kaj lahko mi pri tem naredimo? Kakšna je rešitev, da ne bo Beli zdaj tle samo kritiziral in govoril, kako država razlastnini, prodaja, pleni in tako naprej. Glejte, da bi preprečili uničenje države, je prva stvar, da smo ljudje pozorni na to in da ne rečemo, kaj pa mene briga, vse oni bojo pa to tako po svoje naredili. Ne. Moramo se zavzemati za to, da država ohrani svojo lastnino in da ohranimo naravne vire, kolikor so jih še rešiti, da. Ali pa jih odkupimo nazaj, ne vem. Slišim, da ljudje to preprodajajo in potem po 20-kratni ceni kupijo nazaj in si delijo, ne vem, potem od zunaj profit. Strahotne stvari se dogajajo. Ljudje si lahko informiramo, tako kot sem že v uvodu rekel, da se o tem pogovarjamo, kaj država načrtuje prodati in da izrazimo svoje mnenje, protest in tako naprej, pogovor, zahtevamo, da se o tem piše, govori, ne? In pa seveda lahko podpiramo tiste stranke, tiste družbene strukture, ki se zavzemajo za ohranitev državne lastnine in ki se zavzemajo za ohranitev vseh naših naravnih virov lepe Slovenije. To je to, vse je odvisno od nas. Gremo na točko 5. Teorija zarote pomeni resnično dejstvo.
In to resnično dejstvo, ki mu dajo ime teorija zarote, v naši glavi naredi občutek paranoje. Kako je lahko to teorija zarote, če je pa res? Država reče, da so cepiva varna in učinkovita, ljudje umirajo, mi, ki pa rečemo, v cepivo je to, pa to, pa to, pa nima zakonske podlage, cepivo nima dovoljenja, ima tega, jaz sem pa teoretik zarote. Kako je zdaj to? Jaz sem čist paranoičen. In gledajte, teorije zarote so prisotne že od nekdaj. In so posledica človeške narave, ki išče vzroke za dogodke, ki jih ne razumemo. Ko se zgodi nekaj nenavadnega ali nekaj neprijetnega, se ljudje pogosto sprašujemo, pa kdo je za to kriv? Teorije zarote, ki so nam posredovane namensko, so namenjene različnim stvarem. Katere so te stvari? Ena takih stvari je, da so namenjene temu, da zagotovijo kontrolo nad svetom, ki je videti recimo kaotičen in nepredvidljiv. In nam naredijo svet najprej kaotičen, nepredvidljiv, mi skušamo to ugotoviti in potem smo teoretiki zarote ali pa kdo drug. Lahko so tudi teorije zarote namenjene temu, da ustvarijo občutek skupnosti med ljudmi, ki verjamejo v isto teorijo zarote ter ideološko razdelijo ljudi v posamezne skupine. Samo da ni preveč ljudi skupaj, je treba čim več teh teorij zarot dati ven, zato da se eni pogovarjajo o cepivih, eni o ravni zemlji, eni o okrogli zemlji, eni o človekovih pravicah, eni o zdravi hrani, eni o vodi, eni o razpršilih. In teorije zarote tako vodijo tudi do masovne paranoje in medsebojnega kreganja tudi znotraj družine. Ja, tako je. Ko ljudje verjamejo, da je svet poln skrivnostnih sil, ki delujejo proti njim, se lahko počutijo zelo nemirni in zelo zaskrbljeni. In tak občutek imam včasih tudi sam in verjamem, da tudi vi. Kam se to pelje? To lahko pripelje do tega, da se začne izogibati drugim ljudem, ki drugače razmišljajo, da se ljudje zapirajo v svoj svet, da se kupčkajo po idejah, ne več po človeških lastnostih, po biti človek, biti državljan, ampak kar po enih idejah. No, in če gremo neke te pogoste teme za teorije zarote, recimo vsi poznamo teorijo zarote, kot so John F. Kennedy, Martin Luther King Jr., princesa Diana, ki so kao umorjeni zaradi zarote. Recimo zgodovinski primer, zgodovinski dogodki, kot so holokaust in ameriški pristanek na Luni, ki je kao laž. Politika, da so svetovni voditelji vpleteni v skrivne načrte, da bi nadzirali svet. So ali niso? Zdravje, da so bolezni, kot so recimo COVID, AIDS, rak, posledica skrivnih ukrepov vlade ali drugih skrivnostnih sil. Raziskujemo, iščemo, potrjujemo. Teorija zarote so dejansko nevarno orožje. Če je kdo označen za teoretika zarote, ga vlada lahko označi za teoretika zarote, kar vodi do nasilja, sovraštva in diskriminacije. Ne da lahko vodi, ampak dejansko tudi pripelje do tega. Pomembno pa je za nas vse, da se zavedamo, da so teorije zarote pogosto zasnovane tako, da nas prestrašijo in da nas odvrnejo od prave resnice. To je največkrat tisto, kar je označeno za teorijo zarote, obrnjena resnica. 6. točka. Teorija zarote pomeni osebo, ki išče resnico, ki jo skriva elita. No, tak teoretik zarote pa vliva upanje. Za teoretika zarote so značilne posebne osebe, ki verjamejo, da so določeni dogodki ali pojave posledica zarote, ki jo je izvedla skupina ljudi, in ta skupina ljudi je pogosto elita. Elita je kriva za vse zarote. Teoretiki zarote po drugi strani pa trdijo, da je resnica o teh dogodkih ali pojavih skrita pred javnostjo. Je skrita, ni skrita,
Jaz ne vem, mi odkrivamo. Ampak ne zato, ker je skrito, zato, ker je vse napisano, vse objavljeno, samo nihče ne prebere. In upanje je eden od razlogov teoretika zarote, ki da dovolj energije, dovolj branja, dovolj raziskovanja, da lahko drugemu pove. Ker pa drug tega ni bral, ni raziskoval, ne verjame, ker je poslušal samo RTV Slovenija, Pop TV, pa jutranja poročila, pa še to od tega nič razumel. Zakaj ljudje verjamejo ljudem, ki razlagajo teorijo zarote? To je pa drugo vprašanje. Teoretiki zarote pogosto verjamejo, da je svet bolj urejen, kot se zdi, in da obstaja nekdo, ki ima nadzor nad temi dogodki. Teoretiku zarote to daje občutek kontrole, daje mu občutek varnosti, ki ga širi tudi med svoje pripadnike. Tako da včasih se marsikdo pri teoretiku zarote počuti mnogo bolj varnega, ker mu zadevo lahko pojasni, kot pri politiku, ki v bistvu igra s figo v žepu. Recimo primer teorije zarote, ki temelji na upanju, je teorija, da je napad na dvojčka dne 9. septembra 2001 izvedla ameriška vlada. To je teorija zarote. Teoretiki zarote, ki verjamejo v to teorijo, pogosto rečejo, da je vlada uporabljala napade, da bi ustvarila povod za invazijo na Irak in Afganistan. To se je pa seveda zgodilo v času z dokazi, in čas je pokazal po vseh teh 22 letih kot popolna resnica, podobno kot tudi drugi dogodki, ki so jih vlade označevale za teorijo zarote, ljudi pa, ki so to trdili za teoretike zarote. Resnica je namreč vedno boleča. Ko ugotoviš, da je čisto zares, kar je obratno, kar vlada trdi, uničiš teoretika zarote, ki je za lažno vlado in njeno propagando zelo moteč element. Kar sem povedal zdaj, je zapleteno, vendar še kako resnično. Veste, upanje je močna sila. In to je sila, ki jo dajejo tako imenovani teoretiki zarote. Država ne mara ljudi z upanjem. Država ne mara teoretikov zarot, ki dajejo upanje. Vendar je pomembno, da smo kljub temu kritični do informacij, ki jih sprejemamo, tudi pri ljudeh, ki dajejo upanje. Sami se moramo prepričati. Teorije zarote, ki jih širi namreč država, pogosto temeljijo na slabih dokazih oziroma celo na lažeh. In največkrat na lažeh. In tudi država je ustvarila pojem, besede, pomen teoretik zarote. Za nas, ki smo nocoj tukaj zbrani, je pa pomembno, da preverjamo informacije, preden jih sprejmemo kot resnične od ljudi, ki to raziščejo in dokažejo, in hkrati nadgradimo z svojim raziskovanjem prejete informacije. Mogoče še dva nasveta, kako kritično presojati teorijo zarote. Dragi moji, poiščite vire informacij. Odkot prihajajo informacije, ki podpirajo teorijo zarote? So to zanesljivi viri? Dajte se spraševati. Pravi odgovor se vedno skriva v pravem vprašanju. Dalje, kakovost dokazov je nujna. So dokazi verodostojni, so bili preverjeni, so neodvisni, so jih pregledali pravi strokovnjaki in tako naprej. Dajte, poiščimo drugačne poglede, dajmo več pogledov skupaj in sestavimo ta puzzle in na koncu se slika sestavi sama. Kaj pravijo ljudje, ki ne verjamejo recimo v teorijo zarote? Dajmo se pogovarjati z vsemi. In če smo zaskrbljeni, da bi lahko verjeli v teorijo zarote, je pomembno, da se pogovorimo z zaupanja vrednim prijateljem ali pa doma z očetom, mamo, bratom, nekdo, ki je pameten, pa kaj več ve, kaj jaz. Ali pa strokovnjak za duševno zdravje, vendar pa vam takšna srečanja s to vrsto teoretikov zarot o duševnem zdravju globoko odsvetujemo
saj lahko po terapiji s psihologom ali psihiatrom zares neozdravljivo zbolite. Kot pravi teoretik zarote. Gremo k 7. točki. Politik pomeni psihopatski lažnivec. Ta stavek izraža gnus. To je preprosto in ni res, ta stavek ne drži. To, da bi bil politik psihopatski lažnivec, pa to je višek sprenevedanja. Politiki niso vsi psihopati in lažnivci. Obstaja veliko politikov, ki so pošteni in spoštljivi do ljudi. Toda, res pa je, da obstajajo tudi politiki, ki so psihopati. Obstajajo politiki, ki so lažnivci. To so ljudje, ki so sebični in le stremijo k lastnim interesom. Ti politiki so lahko zelo nevarni, zelo nevarni, saj sprejemajo odločitve, ki škodujejo drugim ljudem. Pomembno je, da se zavedamo, dragi prijatelji, člani društva Belis, da obstajajo tako dobri kot slabi politiki. Ko se odločamo, koga bomo podprli, recimo na volitvah, je pomembno, da se pozanimamo o teh kandidatih in ugotovimo, ali je tak človek sploh vreden mojega glasu in mojega zaupanja. Ker jaz svojim glasom mu dajem vse svoje premoženje. In če se odločimo za nekega kandidata, ki je psihopat ali lažnivec, veste, lahko to ima negativne posledice za nas in za celotno družbo. Težava je, da imajo ti politiki največ denarja in podkupijo vse medijske hiše. Takšni politiki lahko sprejemajo odločitve, ki škodujejo nam, našim družinam, našim otrokom, našim pravicam in blaginji, družbeni blaginji kot v celoti. Pomembno je, da se borimo proti takim psihopatskim lažnivcem in da jih razkrinkamo. In take politike bi morali nujno odpoklicati v politični stečaj, kajti zapravili so naš glas z lažjo. To lahko storimo, da se informiramo o teh politikih, da se aktiviramo res v politični proces. Nekaj nasvetov, kako storiti proti psihopatskim lažnivim politikom, je tako. Dajmo se ljudje informirati, preberimo novice, tudi če so lažne, tudi če so teorije zarote, spremljajmo politične debatne oddaje in se pogovarjajmo z ljudmi, ki imajo različne politične poglede. Le tako bomo lahko objektivno se na koncu odločili. In pa seveda moramo biti kritični do informacij, ki jih sprejemamo. Ne verjemite vsemu, kar slišite ali berete, preverite informacije pri različnih virih, aktivirajte se v politični proces, glasujmo na volitvah, pišimo pisma poslancev in se udeležujmo protestov, pisnih protestov, administrativnih protestov, da damo vedeti, da se ne strinjamo. Ne rabimo ravno na cesto hoditi. Napišemo in ljudje berejo, slišijo, vidijo. Na različne konce. Preverite tudi vse informacije, ki jih Belis nocoj govori. Ta velik teoretik zarote. Morate vse preveriti, se malo pozanimati okrog. In če se vsi borimo proti psihopatskim in lažnivim politikom, lahko ustvarimo boljšo prihodnost za sebe in za celotno družbo. In še nasvet. Za našo prihodnost se moramo boriti za politike, za tiste politike, dobro poslušajte, ki bodo spoštovali ustavo, ustavno ureditev in ne praznih političnih dogovorov s praznimi obljubami s figo v žepu in političnih agent tujih korporacij, agenda 2030, ki v Sloveniji nima kaj početi, ki uničuje ljudi, življenja, korporacije, zasebnike, splošno družbeno klimo. Takšni politiki so resnična sramota in takšni politiki so resničen gnus. In lejte, smo že pri točki 8. Politična stranka pomeni hudodelska združba. In ko to slišiš, si rečeš, kako je lahko politična stranka hudodelska združba, saj zaupam, saj nas vodi, saj nas predstavlja.
mene, našo državo, našo pokrajino in tako naprej. Seveda to človeka jezi, mu povzroča bes in jezo. In Ustava Republike Slovenije v 3. členu določa, da je Slovenija demokratična država, ki temelji na vladavini prava. To pomeni, da je oblast v Sloveniji razdeljena med različne organe. Pazite, ne med politične stranke, med politične organe. Ne? Ampak med izvoljene in po pravilu Ustave postavljene funkcionarje. Takrat politika odpade. Ko je Borut Pahor, kakorkoli je že bilo, postal predsednik države, je izstopil iz svoje SD stranke, ker ne sme biti v politični stranki, ko je funkcionar. A pri nas je to samo predsednik države, mogoče še vse ostalo je pa solata, francoska solata, še kaj zraven in se ne ve, kdo pije, kdo plača, kdo je, in na Ustavo so čist pozabili. Kaj ti? Postavljene funkcionarje se med seboj nadzoruje. Žal pa je to v Sloveniji razdeljeno, tako kot sem rekel, med politične stranke, ki ne delujejo ustavno. Ustava jih celo moti, nervira. Zakaj? Ker jih zavira. Ko mi napišemo, da je nekaj protiustavno, rečejo, ja, kaj pa se pritožuješ, vse je v zakonu tako. Zakon je treba spoštovati. Kako boš spoštoval zakon, ki je nečloveški, ki ne spoštuje človekovih osnovnih pravic, ki tolče po otrocih, ki jih ubija z injekcijami, politika pa to gleda in še podpira, ravnatelji izdajajo podatke zdravstvenemu domu, a ne, ZZZS pošilja tvoje podatke, ki jih nisi dal upravnemu sodišču in te kar prijavi in ti tožbo povzroča. Upravno sodišče, ki to ve, ti pošlje celo upravno takso 148 € in tako naprej se grejo. Barabe politiko, uničevanje ljudi. Politične stranke zato delujejo dejansko kot kriminalne združbe. In če se ukvarjajo z nezakonito dejavnostjo, kot so korupcija, podkupovanje, podpiranje kriminala ali pa celo organizacija kriminala, kot je odločba o dolgotrajni oskrbi, ki je največji kriminal za ljudstvo, je to toliko huje za ljudstvo. Če pa je še ljudstvo podkupljeno, potem se takšne politike zelo težko rešimo. Nekaj primerov, kako lahko politične stranke delujejo kot kriminalne združbe. Pri korupciji. Politična stranka lahko podkupuje javne uslužbence, da sprejmejo odločitve v njihovo korist. To se zdaj dogaja. Javni uslužbenci nam pošiljajo odločbe, nam sodijo, upravno sodišče in tako naprej. Politika je vse to podkupla. Namreč, s katere strani pa je prišel ta zakon o dolgotrajni? Ja, s politične strani in je protiustaven. In preden mi protiustavnost dokažemo, nam že vzamejo stanovanje, nas že postavijo na cesto, bo že leto 2030 in tako kot prej, ko sem omenil, ko je gospod bil v grobu, on je dobil tožbo. Kaj nam to pomaga? Dalje, podkupovanje volivcev, da glasujejo za to korumpirano politiko. Vsak je dobil 20 €, ki šel na volitve. Pa je vedel seveda tudi, kdo mu je dal 20 € in koga mora obkrožiti. Organizirani kriminal z namenom, da se obogatijo ali dosežejo politične cilje. To je nekaj najhujšega. Če politične stranke delujejo kot kriminalne združbe in tudi tako delujejo, kar je očitno, ker sploh ne moreš v politično stranko priti kot neodvisen kandidat, zato, ker te odrežejo, ker tam nimaš kaj početi, zaradi tega, ker nimaš roke v isti marmeladi, kakor oni, to ima negativen vpliv na državo in vodi do kvarjenja, neenakopravnosti in kršenja pravic državljanov. Pomembno je, da se ljudje zavedamo, da lahko politične stranke delujejo res kot kriminalne združbe. Redko kdo na to pomisli, zato ker so vsi tako fajn, kravate, obleke, pametno govorijo, ma to so srčni ljudje, ma kje bojo to kriminalci? Seveda, obrnjeno je. Ko se odločamo, koga bomo podprli na volitvah, je pomembno, da se za to pozanimamo,
o stranki, o posameznikih, o njihovih povezavah, donatorjih in ugotovimo, ali obstajajo morda celo znaki kriminalne dejavnosti, kot pri prejšnjem zakonu, ko sem povedal, da je donator politične stranke podjetje, katerega lastnik je predsednik stranke, in ker je donacija presegla višino, je predsednik stranke pač odobril, da je to možno. Krasno, ne? Ljudje se moramo zavedati, ko se odločimo, koga bomo podprli. Pomembno je, da se pozanimamo, in če menimo, da je politična stranka deluje res kot kriminalna združba, lahko to prijavimo pri ustreznih organih. Ne lahko, dolžni smo, moramo. Vedno in povsod. Naj vam pa še nekaj povem, žal so tudi policisti posebna vrsta kriminalne združbe. Politizirana kriminalna združba v službi politike. Ne po zakonu. Ne, tam je vse v redu. V praksi pa je to drugače. To pa je zelo hudo in vidi se nadaleč, od Triglava do Prekmurja. 9. točka. Donator politične stranke pomeni gangster in tajkun, ki plača politikom svojo zaščito. Tle pa smo že pri eni zadevi, ki zbuja strah in trepet. Če nimam denarja, ne morem dati politični stranki, nisem zaščiten, torej sem izven. Vsi lahko z mano delajo, kar želijo. Zdaj vas vprašam, dragi moji prijatelji, ki ste nocoj z nami, ali ste morda donator kakšni politični stranki v Sloveniji? Zakaj vas sprašujem? Donator je namreč lahko vsaka fizična ali vsaka pravna oseba, ki prispeva denar politični stranki. Donatorji lahko prispevajo denar iz različnih razlogov, na primer, ker podpirajo politične cilje stranke ali pa želijo, da stranka zmaga na volitvah. V nekaterih primerih lahko donatorji političnih strank so recimo resnično gangsterji in tajkuni, ki plačajo pač politikom zaščito. To se lahko zgodi v državah, kjer je korupcija razširjena. Hvala Bogu, Slovenija sploh ni koruptivna dežela, tukaj je vse v redu. To se zgodi samo takrat in tam, kjer politični oblastniki pač niso odgovorni za svoja dejanja. V Sloveniji pa je vse v najlepšem redu. Vendar pa to ne pomeni, da so zdaj vsi donatorji političnih strank gangsterji in tajkuni. Večina donatorjev je dejansko poštenih ljudi, ki želijo podpreti resnične politične cilje, ki so jim pomembni za življenje. Imajo enostavno miselnost, živijo preprosto življenje, so dobri v veri in verjamejo, da ta politična stranka dela za njih. A kot tak človek, ki je tako sveto prepričan, da ta stranka dela dobro za njega, enkrat plačuje, ga je zelo težko prepričati, da je ravno na njegovi politični stranki vodja, ki je največji gangster v državi ali največji terorist ljudstva. Takrat pa tak donator tega ne more sprejeti, ne, to pa ne more biti res, plačuje naprej, raje je slep in karavana gre naprej. Zato je zelo pomembno, da smo kritični do donatorjev političnih strank, še posebej pa kot donatorji do politikov, ki se ne držijo obljub in ki se ne držijo ustave niti ustavne prisege. Ko se odločamo, koga bomo podprli na volitvah, je pomembno, da se pozanimamo, pazite, o imenih in podjetjih ter o drugih donatorjih stranke in ugotovimo, ali obstajajo znaki korupcije za nezakonite dejavnosti. Če ugotovimo, da donatorji politične stranke niso pošteni ali iščejo, ne vem, nezakonite poslovne in druge prednosti, lahko to prijavimo, nedolžni smo prijaviti pri ustreznih organov. Nikakor pa dodatno ne sponzoriramo političnega kriminala, lepo prosim. Strah je sicer razumljiva reakcija na to, da se zavedamo, da obstajajo ljudje, ki lahko vplivajo na
politične odločitve z donacijami političnim strankam. Pri tem pa je pomembno, da se zavedamo, da nismo nemočni, kadar govorimo na glas in kadar ozaveščamo o tovrstnem kriminalu, o katerem govorimo nocoj. Lahko se borimo proti korupciji in nezakoniti dejavnosti tako, da smo kritični. Ne samo do nezakonitih dejanj političnega, koruptivne stranke, pač pa predvsem proti korupciji in nezakoniti dejavnosti donatorjev političnih strank in da prijavimo seveda tudi tovrstne sumljive aktivnosti. Prav, gremo na 10. točko. Parlament pomeni cirkus s preplačanimi udeleženci. V meni to daje občutek globokega razočaranja. Tako je. Jaz, ki sem čarovnik, si ne predstavljam, da bi v parlamentu čaral. Če pa parlament pomeni cirkus, pomeni pa, da sem tja povabljen. Kaj pa naj tam delam? Samo tega ne, za kar je parlament postavljen. No, to je lahko res. Parlament je lahko videti kot cirkus poln showmenov, ki se borijo za svojo lastno pozornost, RTV3, ne vem, kdo že to prenaša, lovijo si glasove volivcev in tu je nekaj razlogov, zakaj lahko parlament res izgleda kot cirkus. Prva točka. Gre za politično trgovino. Glejte, politični poslanci se pogosto ukvarjajo s politično trgovino, pri čemer se sami med seboj dogovorijo o glasovanjih in drugih političnih odločitvah v zameno za koristi za svoje stranke, mogoče včasih celo za volivce. To pa vodi do slabih odločitev, ki pa sigurno niso v interesu države in ljudi, kajti tudi volivci, ki so to stranko postavili ali pa jo spravili v parlament, imajo parcialne možgane in parcialne interese. Druga točka, korupcija. V nekaterih primerih lahko pride seveda v parlamentu do korupcije. Mislim, v našem parlamentu slovenskem se to ne more zgoditi, jaz govorim pač nasplošno o parlamentu, pri nas so vsi krasni, noben ni podkupljen, vsi so sveti, vse je krasno. Lejte, ampak ko se politični poslanci podkopujejo za sprejemanje določenih odločitev, to vodi pravzaprav do tako močnih nezakonitih dejavnosti in tako močnega kršenja pravic državljanov, da vsi občutimo na svoji koži. Boleče občutimo na svoji koži. In zakaj pride do vsega tega, točka 3? Zaradi pomanjkanja odgovornosti. Zaradi pomanjkanja predvsem osebne odgovornosti. Politični poslanci, namesto da bi bili državni poslanci oziroma izvoljeni poslanci, so politični poslanci, so odgovorni le svojim volivcem, ki jih lahko izberejo ali odpustijo na naslednjih volitvah. In mi še kar naprej zaposlujemo vse te poštene ljudi. Zakaj? Zato, ker so vsi tako pošteni. Pri nas korupcije ni. In vedno eni ti isti, ker les tako lepo vodijo Republiko, D.O.O. Slovenijo v Evropo in v svet. A veste, da pomanjkanje odgovornosti lahko pripelje do tega, da poslanci sprejemajo odločitve, ki so v interesu njim samim ali pa njihovim strankam, ne pa v interesu države, še najmanj pa v interesu ljudi. Če parlament izgleda kot cirkus, kot smo rekli, lahko to povzroči močno, globoko razočaranje pri volivcih, pri ljudeh, ki verjamemo v demokracijo. Ljudje se lahko počutimo, da smo kaj? Neučinkoviti na volitvah, da naši glasovi niso uslišani, da vlada ne deluje v našem interesu. Pomembno je, da se zavedamo, da lahko parlament izgleda kot cirkus, ko se odločamo, koga bomo podprli na volitvah, in pomembno je, da se pozanimamo, kot sem rekel, o vseh teh kandidatih in ugotovimo, ali bodo resnično podpirali naše ustavne interese in interese, ki so jih obljubili in kar je v dobro celotne družbe. Lahko se tudi borimo proti korupciji na nezakoniti dejavnosti v parlamentu, tako da smo kritični do političnih odločitev in še enkrat, dolžni smo prijaviti sumljive aktivnosti.
Tle pri nas pa se piše po časopisu, državni tožilci pa hočejo večje plače. Zakaj? Nihče ničesar ne naredi. Dalje, 11. točka. Centralna banka pomeni vejo tajne strukture moči, ki upravlja naše življenje z nadzorom denarja in tiskanjem istega. Seveda, to je drzna trditev, ki pa še kako drži. Odvisno, kako definiramo tajno strukturo moči. Če pod tajno strukturo moči razumemo skupino ljudi, ki imajo tajno kontrolo nad državo, potem lahko centralna banka resnično pomeni vejo te strukture. Centralne banke imajo izjemno moč nad gospodarstvom države in nadzorujejo ponudbo denarja, obrestne mere in druge finančne dejavnike. Zdaj hočejo celo digitalno uvesti centralno. In to seveda daje močan vpliv na gospodarsko rast, inflacijo in druge gospodarske dejavnike, ki lahko vplivajo na življenje ljudi. Če pa pod tajno strukturo moči razumemo preprosto skupino ljudi, ki imajo veliko bogastva in vpliva, potem lahko centralna banka tudi pomeni vejo te strukture. Centralne banke so pogosto pod nadzorom bogatih in vplivnih ljudi, ki prinesejo denar v banko, ki lahko uporabljajo tak svoj vpliv, da bi izkoristili ne samo ljudi in banke, ampak celotne države. Zato je strah pred centralno banko razumljiv, ker imajo veliko moč in lahko uporabljajo svojo moč, predvsem skozi finančne vzvode, škodo ljudem. Pomembno je, da se zavedamo, da centralne banke seveda niso nujno zlo. Skušnjava je pa velika. Lahko so seveda tudi inštrument za dobro, če se uporabljajo odgovorno, z odgovornostjo. Vendar se ne, kar občutimo vsak dan, z željo bank po centralizaciji, nadzoru, v vsakem aspektu našega življenja. In še 12. točka. Neodvisnost pomeni popolna odvisnost. To je pa strašno zapletena stvar. Kako sem lahko neodvisen, a hkrati popolnoma odvisen? Povejmo pri zadnji točki, ta izjava je lahko resnična v določenih kontekstih. Na primer, torej, če je odvisnost definirana kot odvisnost vsake odvisnosti od drugih, potem je res, da je popolna neodvisnost nemogoča. Drži, ne? Vsak človek je odvisen od nečesa, ali od drugih ljudi na nek način, ali od česa drugega. Odvisni smo od drugih za hrano, pijačo, ljubezen, čustva, materialno podporo in tako naprej. Tudi če bi živeli v popolni izolaciji, bi še vedno bili odvisni od narave, za hrano, vodo, zrak in tako naprej. Lahko naštevamo. Torej, odvisno, kako neodvisnost definiramo. Če je neodvisnost definirana kot popolna odsotnost vsake odvisnosti, potem je res, da je popolna odvisnost nemogoča. Drži. Vendar pa lahko neodvisnost definiramo, pazite, tudi na drug način. Politični način. Lahko jo definiramo kot sposobnost, da živimo svoje življenje na način, ki je v skladu z našimi vrednotami in v skladu z našimi cilji. V tem kontekstu je neodvisnost mogoča, vendar tudi zelo zapletena. Da bi bili neodvisni v tem smislu, moramo biti sposobni najprej skrbeti zase, ali, kot danes večkrat slišimo besedo, moramo biti samooskrbni. To pomeni, da moramo biti sposobni zagotoviti svoje potrebe, tako fizične kot čustvene potrebe. Prav tako moramo biti sposobni sprejemati svoje odločitve in živeti svoje življenje na način, ki je v skladu z našimi vrednotami. Tvojimi, mojimi. Ampak to je zapleten proces, saj zahteva določeno stopnjo samozavesti, samostojnosti, predvsem pa odgovornosti. Je pa, če se tako vzame,
to tudi zelo nagrajujoče, saj nam omogoča, da živimo v končni fazi svoje življenje na način, ki je v skladu z našimi željami in cilji in naravnimi zakoni, mimo državnih, nepreglednih in togih ter neživljenjskih predpisov, o katerih smo pa danes že veliko povedali. Kaj lahko storimo, da bi bili bolj neodvisni v tej družbi in v tem smislu živeli svoje življenje? Prvič, naučimo se skrbeti sami zase. To vključuje usposabljanje za samostojnost v vsakdanjem življenju. Bazično, osnovno, kot je kuhanje, čiščenje, skrb za svoje finance. Prav tako vključuje razvoj močnega občutka za samozavest, odgovornost in samostojnost. To so čisto osnovne stvari, ki jih starši učimo otroke. Drugič, naučimo se sprejemati svoje odločitve, kar pomeni raziskovanje različnih možnosti in sprejemanje odločitev, s čim, ki so v skladu z našimi vrednotami in ki so v skladu z našimi cilji. Kolikor je to mogoče. Prav tako pa vključuje tudi pripravljenost sprejeti za vsako odločitev posledico svojih odločitev. Na to pa večina ljudi danes ni več pripravljena, ker to pa zahteva tako fizični, psihični, mentalni, duševni in še kakšen napor. To pa je že preveč. Naslednja točka. Bodimo odgovorni za svoje življenje, za prevzemanje odgovornosti za dejanja in posledice. Taka odgovornost vključuje pripravljenost sprejeti dnevne obveznosti za svoje življenje in dnevne obveznosti za svoje odločitve. Zaključujem misel in hvala, ker ste vztrajali z menoj, kajti s tem, ko se trudimo biti bolj neodvisni v tem smislu, lahko izboljšamo svoje življenje in dosežemo svoje cilje. Hvala vam, dragi člani Društva Belis in vsi podporniki, danes in tako kot sem na začetku rekel, za ta trenutek, ki smo ga preživeli skupaj.